Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in če ste slučajno pred kratkim dobili zobni aparat ali pa bi samo vašo ustno nego in higieno radi dvignili na višji nivo, potem ste absolutno danes na pravem mestu in pa seveda še enkrat dobrodošli. Govorili bomo o vrhunskih izdelkih Curaprox, ki nam lahko pomagajo pri negi tako našega zobovja kot tudi dlesni in medzobnih prostorov, kar je še posebej pomembno, bomo kmalu slišali. Z mano je namreč čudovita gostja, ki bo vse nasvete in priporočila stresala dobesedno iz rokava. Gre namreč za predstavnico blagovne znamke Curaprox, Katarina Petrovič. Spet lepo dobrodošla v našem DM studiu. Zelo sem vesela, da te spet vidim. Vedno, ko nas obiščeš, prineseš ogromno enega znanja, predvsem pa tudi en kup enih pripomočkov. Ja, res je. Me veseli, da sem ponovno tukaj in da bomo govorili o tako pomembni temi, kot je ustno zdravje. Nenazadnje je zelo povezano tudi z našim splošnim zdravjem in dobrim počutjem, tako da to tema, ki jo je vredno velikokrat ponavljati, da se usede. Res je, ja, absolutno. In tudi nenazadnje, če že neke stvari vemo, včasih grejo iz glave, dobro je, da se na nje spet spomnimo, da malo utrdimo vse skupaj, predvsem pa bomo danes spet spoznavali, da je tudi ustna higiena in nega pravzaprav ena taka rutina. Dobro je, da postane rutina in da je to en del dneva, ko si vzamemo čas za to, da res z mislijo in skrbjo in predvsem s pravimi izdelki poskrbimo za naše zobe. Če je tukaj prisoten tudi aparat, seveda tudi za vse te žičke, ki jih imamo pač takrat na zobeh in pa seveda tudi za medzobni prostor. Danes ga bomo še kar nekajkrat omenili in tudi povedali, zakaj je njegovo čiščenje tako zelo pomembno. Zdaj mogoče še tole za začetek, kakšna je pa, če smo zdaj zelo splošni, ustrezna rutina nege zob, ki bi jo moral upoštevati vsak od nas, zdaj ne glede na to, ali imaš aparat ali nimaš aparata, torej nek tak splošen recept me zanima. A bo šlo? Bo šlo, absolutno. Prvi je ta, da opustimo časovno komponento ščetkanja zob, torej da zobe čistimo, dokler niso čisti. Tisto neko dvominutno pravilo, ker opustimo, zato ker je velika razlika, če ima človek 8 zob ali pa 32 zob, bo različno dolgo potekalo čiščenje. Potem pa eno vodilo, ki ga pri Curaproxu radi ponavljamo, ki je popolna nega zob in dlesni. Da se spomnimo, da popolna njega pomeni uporabo zobne ščetke in medzobnih ščetk, zato ker zobna ščetka ne more opraviti svojega dela 100%, ne seže v medzobne prostore, prav nobena zobna ščetka. V najboljšem primeru lahko torej poskrbi za nekje 70% površine zob in dlesni. Za medzobne prostore, ki pa v bistvu v skupni površini kar enih 30% obsegajo, pa potrebujemo druge pripomočke in najučinkovitejši, najbolj enostaven za uporabo je medzobna ščetka. Tam, kjer pa ne gre uporabiti niti najmanjše medzobne ščetke, pa seveda zobna nitka. Potem pride na vrsto zobna pasta. Ja, kar nekaj teh korakov, ki niso zanemarljivi, ampak brez skrbi, danes bomo zelo konkretni. Nenazadnje bova kar se da stvari prikazali tudi fizično, torej prej sem že omenila, Katarina ni prišla praznih rok, deva mogoče pokazati, kaj si prinesla s sabo, da bomo videli, s čem vse bomo danes operirali. Takole, tole bo recimo super prikaz za tiste, ki nosite zobni aparat in pa potem tamle še ena čeljust, ki pa je torej namenjena negi zob brez fiksnega oziroma snemljivega aparata. No pa ko so že ravno pri tem aparatu, verjetno, če človek nosi zobni aparat, se pa nega nekoliko zakomplicira oziroma razširi, bi človek rekel takole, na prvo žogo. Ja, res je. Torej, poleg jutranjega in večernega ščetkanja, ki ga vsi prakticiramo, morajo tisti, ki nosijo fiksni ortodontski aparat, skozi dan skrbeti za to, da so zobje dlesni čiste, da tudi v bistvu vsi ti kotički okoli fiksnega aparata očiščeni. Zato, ker če smo se pač odločili, da si poravnamo zobe, je edino prav, da ob koncu ortodontske obravnave, torej zobje niso samo poravnani, ampak so tudi zdravi. Eno brez drugega nima nobenega smisla. In tako potrebujemo več časa, več pripomočkov. Sem pa vesela, da pač obstajajo rešitve danes, ki so res kompaktne. Človek jih ima lahko praktično v enem
male metuji v sabo in zelo enostavno poskrbi za zdrava usta, bodi si v šoli, bodi si v službi, kjerkoli je pač to potrebno. In pri fiksnem ortodonskem aparatu je to treba praktično po vsaki jedi. Ja, in zdaj v bistvu razmišljamo, občutno lažje je zdaj z vsemi temi pripomočki vzdrževati higieno ustne votline tudi, če imamo torej zobni aparat kot, če pogledava že, mogoče 10 let nazaj. Tako da vse rešitve so praktično na dlani, pomemben je samo seveda pravilen postopek in izbira izdelkov, do tega še prideva. Me pa mogoče še pred začetkom predstavitve danes zanima, kaj so pa tisti najbolj splošne napake, ki jih ljudje delamo pri negi zob. Sigurno je par takih, ki si naletela na nje takole, ko govoriš veliko z ljudmi, ko ne nazadnje tudi kažeš, kakšno je pravilno ščetkanje, kaj si opazila, da je tista osnovna napaka, ki jo delamo. Da smo prehitri in preveč površni. To pomeni, da mislimo, da če si stisnemo 2 cm zobne paste in si osvežimo na nek način, da se fino zapeni, vse skupaj pljunemo in je to očiščeno, smo v zmoti. Torej, če to delamo, potem nas slej ko prej kakšna bolečina opozori na težave, največkrat recimo pri odraslih je to karijas v medzobnem prostoru, če ne uporabljamo medzobnih ščetk, potem si ga lahko kar hitro pridelamo in sploh ne vemo, da se nekaj dogaja, dokler nas seveda ta bolečina ne opomni na težavo. Pa tisto pravilo o časovni komponenti o 2 minutah, torej zobje morajo biti očiščeni, to pomeni, da se res moramo vsakemu kotičku posvetiti. In pa mogoče ne uporaba recimo vseh pripomočkov, ki so priporočljivi, torej najbolj mogoče tukaj omeni medzobne ščetke. Zobno ščetko slej ko prej vsak uporablja, vse ostalo pa je potem že vprašljivo. Dejva zdaj res mogoče še kaj več reči o tej pomembnosti čiščenja medzobnega prostora, potem pa se bova že preselili na prvo vaše vprašanje. Hvala lepa, še preden se danes sploh omenila klepetalnico, vidim, da ste že zelo pridni, ampak ja, najprej pa se mogoče samo posvetiva še tem medzobnim prostorom. Tolikokrat sva jih že omenili, da bi samo rada, da mogoče poveš, zakaj toliko govora o teh medzobnih prostorčkih. V redu, tvorijo 30% v bistvu zobnega prostora v naših ustih, pa verjetno povzročajo tudi kakšne težave, če ne čistimo redno. Absolutno, zato ker so dejansko zaprti, torej eno tako zatočišče za te ostanke hrane, posledično bakterije, ki s svojimi izločki povzročajo vnetje, tako da ne prihaja le do kariesa v medzobnem prostoru, ampak največkrat tudi do vnetja. Nažalost smo pa premalo občutljivi na krvaveče dlesni, to pomeni, da ko opazimo kri v umivalniku, si mislimo, pa se to je normalno. Ne vem, kdaj se je to zgodilo, ampak nobena krvavitev ni normalna. In pač to ignoriramo, če ne ukrepamo takoj, potem se te težave samo kopičijo oziroma to vnetje napreduje in lahko vodi tudi do napredovalnega parodontalnega vnetja. Če ima recimo človek že neke obstoječe kronične težave, lahko to vnetje zelo poslabša to stanje oziroma tudi te kronične težave, kot je recimo diabetes, vpliva na ustno zdravje. Tako da so v bistvu ti medzobni prostori res eno tako področje, ki ga moramo očistiti, da nam ne povzroča preglavic. Hvala lepa. In danes se bomo zagotovo še vrnili k tem medzobnim prostorčkom, predvsem pa k tehnikam čiščenja. Zdaj pa prvo vprašanje danes, verjamem, da ne zadnjo, dobro smo zaštartali. Torej, je potrebno žičke, ki ostanejo po odstranitvi aparata, torej zaradi higienskih razlogov tudi odstraniti? Odstraniti ali očistiti? Zdaj, na ta način v bistvu, ker marsikdo, ki je nosil fiksni ortodonski aparat, še potem nosi te žičke oziroma retainerje, ki so tudi v bistvu eno mesto, kjer se bakterije oziroma zobne vloge nabirajo, tako da v vsakem primeru je potrebno okoli tega čistiti. To se pa potem ortodont odloči, ali pušča te retainerje ali jih ne pušča, to je potem pač odločitev strokovnjaka. Ampak absolutno pa, če je kakršnakoli žička, tudi če gre zgolj še za tisto v bistvu ohranjanje pridobljene oblike, če je žička v ustih, jo je treba posebno negovati. Zdaj verjetno ne vzame toliko časa, kot če imamo zdaj fiksni aparat, oziroma snemljiv aparat, ampak vendarle pa ne smemo pozabiti, ker verjetno se tam zadaj zelo rada zatika ali nabira hrana. Res je. Bomo danes še zelo konkretno očistili ustno votlino s fiksnim zobnim aparatom, brez skrbi, vse bomo pokazali zelo odblizu in zelo natančno. Jaz pa bi vas rada samo še spomnila na to, da smo tudi danes poskrbeli za to, da boste v naši
naši družbi uživali še malo bolj, seveda s pomočjo naših ugodnosti. 30-kratne točke na danes predstavljene izdelke veljajo od danes pa do nedelje, tako v fizičnih trgovinah DM s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija Moj DM. Seveda pa lahko vse te ugodnosti izkoristite tudi pri spletnem nakupu, torej v naši aplikaciji. Predhodna aktivacija kuponov pa je ključna za to, da bodo vse te ugodnosti ob koncu vašega nakupa tudi upoštevane. Mogoče še to, 10 čudovitih paketov bomo podarili med vas. Jutri oziroma pojutrišnjem boste nagrajenci objavljeni na DM-ovi spletni strani, tako da danes bom rekla, se res še posebej splača biti v naši družbi. Pa mogoče še ena akcija, ki trenutno poteka, začela se je danes in traja do naslednjega tedna, torej do naslednjega torka, točno 7 dni. To pa za tiste, ki boste kupovali preko spleta, torej preko dm.si, nad nakupom nad 79 evrov imate brezplačno poštnino, pa še 20-kratne točke, še dodatne 20-kratne točke se vam bodo upoštevale, tako da res lepe ugodnosti in pa mogoče tudi ena super priložnost, če ste že dolgo časa razmišljali o kakšnem nakupu, da vas tole še majčkeno spodbudi. Zdaj pa greva midva k najinemu prvemu izdelku. Še enkrat pa seveda spomnim tudi na klepetalnico, ki vidim, da ste jo tako ali tako že s Kvidom začeli uporabljati. Sva zelo veseli s Katarino in pa seveda dobrodošli, da naj jo še naprej kaj povprašate. Katarina, res si en tak izvir znanja, ne nazadnje tudi s podjetjem Curaprox sodeluješ že več kot 10 let, tako da čestitke in verjamem, da je tole, da je že prišlo pod kožo tole znanje oziroma v kri, ali kako že radi rečemo. Izdelek, ki ga bomo midve najprej naslovili, je ortopotovalni set. Gre seveda za zelo praktično zadevo, namenjeno predvsem tistim, ki uporabljajo fiksni zobni aparat, kaj ne? Ja. Deva mogoče malo odpreti zdaj tale set, pa da pogledava, kaj točno je notri, kje vse vam bo prav prišla tale ščetka, pa medzobna ščetka, pa tudi seveda zobna pasta. Ja, A ne? To, kar sem prej govorila, torej pri tistih, ki nosijo fiksni ortodontski aparat, je fino, da imajo v eni taki kompaktni škatlici spravljeno vse, kar potrebujejo, da si skozi dan, ko niso doma, lahko poskrbijo za ustrezno in popolno ustno higieno. In na podlagi potovalnega seta, ki smo ga tukaj že predstavljali, smo sedaj naredili tudi ortopotovalni set. Ta pa vsebuje posebno zobno ščetko. To ščetko poznajo vsi, ki nosijo fiksni ortodontski aparat. To je ščetka 5460 orto z utorom in ta zelo dobro čisti ravno ta področja okoli žičk in nosilcev. Mogoče najboljše, da kar demonstriram. Dajva najprej mogoče še enkrat pokazati, kako je v bistvu ta ščetka že vizualno drugačna. Torej, posredi ima v bistvu en takšen kanalček, skrajšane ščetine. Prav zato, vidite tale predelček, tako. In zdaj v bistvu bomo videli, kako to lepo zaobjame aparat. Ja, v resnici ga objame, tako kot si rekla, lepo očisti. Prislonimo na zobe, tako da so pač nosilci in žička v sredini in potem s takimi malimi krožnimi gibi sledimo celemu loku, da očistimo te predele, ampak to je seveda samo eden od korakov v skrbi za zobni aparat. Potem seveda je nujno uporabiti tudi medzobne ščetke. Tukaj smo priložili en tak set na posebnem dvojnem držalu. Tu so 3 različne velikosti. Ena je namenjena skrbi za medzobne prostore, 2 velikosti pa sta namenjeni seveda vsem tem mestom ob nosilcih in žičkah. Tako da si potem vsak seveda glede na velikost svojih medzobnih prostorov izbere oziroma mu tudi strokovnjak za ustno zdravje pomaga izbrati ustrezno velikost medzobnih ščetk. S to recimo najprej počistimo medzobni prostor, torej samo noter stavimo tukaj pri dlesni in potem ven. Vse preostale dele pa tukaj obrnemo, torej stran od dlesni, da ne poškodujemo, stavimo, da očistimo tudi okoli nosilcev in žičk. Tukaj so ti prostori različno veliki, zato pač seveda tudi različno velike medzobne ščetke, ki za to poskrbijo. In pa seveda dodatek zobne paste, ki je vedno v redu, zato ker pomaga v bistvu pri dodatni zaščiti, remineralizaciji, tudi s fluoridi potem zobno sklenino krepi, tako da. Zdaj mogoče še to, ta ščetka, če bi recimo bil tole navaden potovalni set, bi bila drugačna. Ja, brez utora. Tako, brez utora. Je pa recimo tole super, takole lahko potem, ko se bo glava obrabila, zamenjamo samo glavo, ne rabimo zamenjati cele ščetke. Torej držalo ohranimo, lahko zamenjamo samo zgornji del, kar je recimo spet bom rekla, ne samo ekonomično, ampak tudi naravi prijazno, da ne menjamo cele ščetke. Pri čiščenju fiksnih ortodontskih aparatov se prej zgodi,
zgodi ravno zaradi teh žičk in vseh mest, da zobna ščetka prej zacveti in če zacveti, ni več funkcionalna. Zato je treba tudi zamenjati. Dokupi se lahko tudi zobna pasta, tako da je potem dejansko ta potovalni set vedno aktualen in v obtoku. Lahko pa recimo, mislim, ne bi bilo smiselno, da bi ta isti potovalni set uporabljal nekdo, ki nima aparata. Ne. Je boljše potem kupiti navadni potovalni set, kjer je klasična zobna ščetka in potem tudi medzobne ščetke za čiščenje izključno medzobnih prostorov, ker ne potrebujemo drugih velikosti. Prej sva že opazili tudi vaši izdelki so vedno v takih prijetnih barvah, ki pritegnejo pozornost in tudi tale potovalni set najdete v več barvnih različicah, seveda tudi z različnimi okusi, zobne paste z različnimi barvami zobnih ščetk. Lahko ste tudi malo kreativni in potem, ko boste menjali zgornji del, vzamete drugo barvo in še dodatno vlijete malo barvne energije v vaš ortopotovalni set ali pa navadni set. Torej, ne še enkrat poudarjava, mi dve danes sicer predstavljava ortopotovalni set, ampak Curaprox ima ta enak set tudi za vse tiste, ki pač nimamo zobnega aparata. To je tisto preganjanje rutine, o kateri smo prej govorili. Mislim, če poskrbimo, da nam je vsej izdelek, ki ga uporabljamo, privlačen ali pa da si ga lahko malo prikrojimo pač po lastnih željah, pa malo mešano, torej kot si omenila s to glavo, pa nas malo bolj pritegne vsaj nekaj časa. Res je. Dajmo si narediti to zobno rutino čim bolj prijetno, predvsem pa naredimo takšno, da jo bomo res lahko držali ves čas. Ker nekako ni poanta, mislim, tukaj to je tek na dolge proge. Res je. Zdaj pa en izdelek, ki je nekoliko novejši v vaši ponudbi. Bom kar direktno povedala, da sem ga jaz že preizkusila in sem navdušena. Gre namreč za negovalno peno Aligner Foam, ki nekako dodatno pomaga zaščititi in negovati naše zobe. Zdaj pa povej, kako deluje, zakaj je še posebej primerna, predvsem torej tudi za vse tiste, ki se srečujejo z zobnimi aparati. Ja, res je. Primarno namenjena tistim, ki nosijo snemne oziroma nevidne zobne aparate in pa snemne zobne aparate. Velikokrat se zgodi, ker pač te aparate treba nositi vsaj 22 ur na dan, da je ta pretok sline oslabljen in zato tudi pač slina svoje funkcije ne more opravljati normalno, torej slina ima v osnovi zaščitno funkcijo, remineralizacijsko in če je pač ta oslabljena ali pa če pač slina torej ne more priti na vsa tista mesta, da bi to funkcijo opravljala, potem rabimo dodatno podporo in tukaj se ta negovalna pena res izkaže. Lahko se uporablja na dva načina pri tistih, ki nosijo nevidne opornice, pokaževa. Kar deva, tukaj imava tudi nevidno opornico. Torej lahko se nabrizga v opornico in se potem to opornico vstavi v usta, na očiščene zobe seveda, in ostanek se izpljune, skratka to potem vlaži in skrbi za to remineralizacijo. Lahko se pa brizgne kar v usta in potem tudi raznese oziroma razmaže po zobeh, ustni votlini, pa potem izpljune. Super je, ker ima dodano hialuronsko kislino, tako da vlaži ustno sluznico, zato je res dober pripomoček tudi za tiste, ki imajo zaradi takšnega ali drugačnega razloga suha usta. To so lahko posledice kakih terapij, bolezenskih stanj mogoče ali pa samo tega, da dosti govorite. Ja, res je, no. Prav tukaj sem zastrigla, zato ker dejansko, dobro, mislim tudi, če dejansko ne nastopaš, ampak samo veliko govoriš, ker si, ne vem, v tistem dnevu imel veliko sestankov, vsi poznamo tisti občutek suhih ust, ki ni nujno vedno povezan s tem, da smo dovolj oziroma premalo hidrirani. Res je. Tako da tukaj absolutno zelo, zelo dobra rešitev. Povej mi, je kakršnakoli omejitev pri uporabi oziroma kako je pri uporabi pri otrocih, to me zanima. Načeloma omejitev ni, pri tistih, ki pač nosijo nevidne opornice, si lahko pač vsakič, seveda ni dobro, da si preveč snemajo, ampak ko si jih snamejo, si lahko vsakič našpricajo to peno v opornico. Za otroke pa vsekakor pod vodstvom zobozdravnika. Tako, to je vedno dobro, da so malo previdni. Tako. Čeprav načeloma sestavine nič takega ne vsebuje, tudi pač pomaga pri raznih, torej, če se kakšna demineralizacija pojavi, lahko zaradi svojih učinkovin tudi ta pena pripomore, ampak je vedno priporočljivo se posvetovati z zobozdravnikom. Odlično. In torej, kot sva že omenili, priporočljiva seveda za tiste, ki uporabljate snemljive aparate, kot tudi za tiste, ki veliko govorite oziroma imate večkrat občutek teh suhih ust, pa tudi moram povedati, ker zdaj res lahko povem, ker sem preizkusila,
prijeten pookus, ni preveč intenziven, še vedno imaš zelo prijetno svežino v ustih, ampak ni pa tisti občutek, ko včasih je lahko ta svežina tudi kar malo agresivna do naše ustne votline. Tukaj je občutek res zelo prijeten. Res je. V skladu z v bistvu vsemi našimi izdelki oziroma z razvojem in s temi stebri, na katerih temeljijo torej razvoj izdelkov Curaprox, torej da so neškodljivi, učinkoviti in pa sprejemljivi zaradi okusa in neškodljivi, ker v bistvu nič škodljivega ne vsebujejo, ampak samo podpirajo. Tako. Pravzaprav lahko rečem, Katarina, da je tale negovalna pena resnično ena taka dobra inovacija za vse tiste, ki bi mogoče vaši ustni negi in higieni radi dodali samo še nekaj več. Tudi v tem primeru absolutno priporočam, pa glede na tole praktičnost, ker ni pač izdelek prevelik, lahko tole tudi torbica, avto, kjerkoli včasih, mogoče tudi pred zmenkom, malo osvežimo ustno votlino. Skratka, zakaj pa ne? In tudi zelo prijetna struktura, taka mehak občutek, je zelo mehak. No, pa greva še zdaj k ščetki, ki ni ravno konvencionalne, klasične oblike. Verjamem, da mnogi jo že poznajo. Spet mnogi bodo rekli, to je sploh ščetka. Ja, gre namreč za čopasto zobno ščetko, tukaj le v dveh barvah, spet smo pri teh vaših čudovitih živih barvah, ki nekako, so nekako zaščitni znak Curaproxa. Tudi meni so zelo všeč. Zdaj pa se bova torej dotaknili Curaprox 1600 čopaste zobne ščetke Single, odlikujejo več uporabnost, radi imamo izdelke, ki so več multifunkcionalni. Zdaj, kje vse se izkaže in pa zakaj ravno ta čopasta oblika, kot lahko vidimo? Ja, oblika v bistvu izhaja iz oblike prvotnih zobnih ščetk, ki so bile narejene iz vejice drevesa Salvadora persika. Tako se je dejansko pogrizla ta vejica in potem so ta vlakna bila podobna tem vlaknom in s tem so si potem takrat ljudje čistili zobe. In ima res veliko prednosti, prav pride, jaz sem prepričana, prav vsakemu od nas, tistim, ki imajo mogoče neporavnane zobe, pa se v ustih ustvarjajo kakšni kotički, ki jih ne morejo s klasično ščetko dobro očistiti. Otroci imajo globoke grizne ploskve na mlečnih zobeh in je treba res tudi tista mesta dobro očistiti. Potem, ko začnejo šestice izraščati, je zobek še majhen in ga težko dosežemo s klasično zobno ščetko. Pri vseh, ki nosijo fiksni ortodontski aparat, pa se lahko vrneva nazaj. Bova pokazali, to se pravi, tako na kako jo uporabljamo, če govorimo o zobnem aparatu ali pa tudi, kadar govorimo pri uporabi te čopaste zobne ščetke pri dejansko ustni votlini brez aparata. Ker v obeh primerih jo lahko uporabimo, kaj ne? Absolutno. Torej, tukaj lahko demonstriramo, kako pride prav pri teh globokih griznih ploskvah, ker se lepo prilega tej vdolbinici in zato lahko res dobro očistimo. In tudi pri otrocih, recimo, ko sem prej omenjala, največkrat tukaj na teh mestih nastane karies. Potem recimo za sedmice ali pa osmice, torej modrostni zobje. Čisto zadnji, Včasih so na pol izrasli, pa jih ne moremo celih doseči. Tudi tisti so dostikrat kariozni, ker jih ne očistimo dobro. In pa potem, prej smo sicer omenjali, da je idealno za čiščenje seveda uporabiti medzobne ščetke tudi okoli žičk in nosilcev, ampak super se pa izkaže tudi ta ščetka, tako da lahko dejansko z njo vse okoli nosilca in okoli žičke počistimo in se seveda pomikamo po zobnem loku, tako kot smo prej demonstrirali. Dodatno lahko s to ščetko potem tudi spoliramo ta mesta nad ortodonskim aparatom. Treba je opozoriti samo to, da s to ščetko ne gremo nad dlesni. Torej, čisti se samo do dlesni in pa v ta žlebič med zobmi in dlesnjo. In pa uporablja se brez zobne paste. To se pravi, res gre za eno tako poliranje. Ti si prej tako dala še eno super idejo, ki sem rekla, da kar nekako združuje ustno higieno s pripravami na poletje. No, da prosim, deli to še z našimi DM-ovkami in DM-ovci. Kaj si predlagala? No, predlagala sem, zato ker pač jo lahko uporabljam, oziroma se uporablja brez zobne paste, lahko uporabljamo tudi pred televizijo. Namesto, da si čips privoščimo, vzamemo čopasto ščetko, gledamo
pogledamo film in si čistimo zobe in po uri in pol bodo najbolj čisti zobje, kot so bili. Tako da v bistvu še pokažemo, na kak način. Na zob nastavimo ščetko, da se ščetine razprejo in potem s takimi vibrirajočimi gibi celoten zob dobesedno spoliramo. Dodatna prednost, pa o kateri smo tudi že govorili, je ta, da je super pripomoček za tiste, ki imajo težave z zobnim kamnom. Ja, in to prav na tem predelu, kjer se zelo rad dela, ne, zaradi izločanja sline. Tako. Ker pač ostanejo zobne obloge neočiščene, potem rabimo eno ščetko, ki rečemo tudi specialistka. Ima nos za detajle, to pomeni, da res lahko dobro očistimo ta področja in znova tukaj, kjer vemo, da se nam recimo nabira kamen, mogoče gremo na čiščenje, pa začnemo iz nule in potem lahko sproti skrbimo za to, da se nam pač to ne zgodi ali pa ne prepogosto. In potem po uporabi samo umijemo zobno ščetko in jo pospravimo. Imava že vprašanje, kar nekaj njih, ampak dajva se recimo zdaj lotiti tega, ki naslavlja medzobne prostorčke. To se pravi, ali je v redu, če zaradi uporabe medzobne ščetke začne dlesni krvaveti? Običajno se zgodi, da dlesen krvavi, če medzobnih ščetk nismo uporabljali in nismo čistili medzobnih prostorov, pa jih začnemo uporabljati. In krvavi v bistvu zato, ker je vneta. Po nekaj kratni uporabi, ali pa zdaj spet odvisno od tega, koliko je to vnetje napredovalo in o predpostavki, da imamo izbrano ustrezno velikost medzobne ščetke, to je zelo pomembno, torej medzobna ščetka ne sme iti preenostavno v medzobni prostor in ne pretežko. Seveda nam pri izbiri lahko strokovnjak za ustno zdravje pomaga, lahko sicer tudi sami probamo, da kupimo komplet z vsemi 5 velikostmi in potem pač probavamo. Tako da to je najpogostejši pojav ob začetku uporabe. Je pa en super dokaz o učinkovitosti medzobnih ščetk ta, da ko jo nekaj časa uporabljamo, to krvavenje poneha, kar pomeni, da se je vnetje pozdravilo. Seveda, če ni to že toliko napredovalo, da seveda spet potrebujemo pomoč zobozdravnika, da nam potem naprej svetuje, kaj in kako ukrepati. Fantastično. Preden nadaljujeva z naslednjim izdelkom, povej mi samo, še moramo biti pri uporabi čopaste zobne ščetke, to se pravi tele, še na karkoli posebej pozorni, previdni, bi nas še na kje opozorila? Ne, razen to, da se spomnimo, da je ne peljemo po dlesni. Skratka, samo po zobeh z njo. Nadaljujeva pa z ustno vodo. Zdaj jaz ne vem, obstaja, ali je to mit ali ne, ampak načeloma pravijo, da ustne vode človek ne sme uporabljati kar v nedogled, da je dobro, da se recimo po nekaj časa prekine z uporabo. Velja to tudi za vašo Curaprox Perio Plus Zero ustno vodo? Ja, generalno vodilo, ali pa spet bom rekla tudi naša filozofija, da ustne vode ne potrebujemo za redno ustno nego. Torej potrebujemo mehanske pripomočke v osnovi, zobno ščetko, medzobne ščetke, dodatek zobne paste. Ustna voda pa samo takrat, ko nastopijo težave, ko je ščetkanje omejeno, ali so to kakšni zobozdravstveni posegi, ali je to izraščanje modrostnega zoba, mogoče nameščanje fiksnega ortodontskega aparata, zategovanje teh žičk, ko je v glavnem nekaj časa razbolena ustna votlina in ne moremo dovolj dobro ščetkati. Izberemo ustno vodo, ki nam bo pomagala podpreti naša prizadevanja po dobri ustni negi. Seveda pa je pomembno, kaj ta ustna voda vsebuje oziroma česar ne vsebuje. Torej ne smemo izbrati ali pa vzeti katerekoli s police, ampak je vedno fino pogledati na deklaracijo. Ustna voda ne vsebuje alkohola, ker alkohol izsušuje ustno sluznico, kar pomeni, da se takrat bakterije še bolj množijo in veselijo. Potem tudi močne arome niso priporočljive, zato ker je ustna sluznica občutljiva in s tem jo dejansko tudi oslabimo. Pa prav tako kakih dodatkov, kot je recimo penilo SLS, ki je dostikrat prisotno tudi v šamponih, gelih, za prhanje, čistilih in tudi to nima kaj iskati v ustni vodi. Po drugi strani pa mora ustna voda imeti učinkovine, ki pomagajo zavirati nastajanje zobnih oblog in linija Perio Plus ima učinkovino klorheksidin, ki je v zobozdravstvu v bistvu zelo priznan antiseptik in uporabljan. S tem, da ima seveda to seboj prinese tudi določene omejitve. Uporablja se seveda lahko po navodilu zobozdravnika oziroma strokovnjaka za ustno zdravje omejen čas, zato ker ima potem seveda lahko ob dolgotrajnejši uporabi tudi določene stranske učinke, ki pa so neželeni. In zato je tukaj alternativa za vse, ki mogoče nimajo večjih težav, ampak vseeno potrebujejo podporo neke ustne vode ali pa je priporočljivo, da se ta dlje časa uporablja. Recimo tudi pri fiksnih ortodontskih aparatih je bolj pogosta uporaba ustne vode in zato je tukaj
Perio Plus Zero, ki klorheksidina ne vsebuje, ampak njegova formula temelji na citroksu, to pa je izvleček bioflavonoidov iz grenke pomaranče, tako da je naraven, tak prijeten tudi citrusni okus in poskrbi dejansko za to, da je naš mikrobiom ustni v ravnovesju, ker je to zelo pomembno. Torej, če zdaj nekako strnva, dobro je, da ko izbiramo primerno ustno vodo, res damo kar nekaj pozornosti tudi na samo etiketo oziroma na izdelke, ki jih vsebuje ustna voda, ker lahko včasih naredimo z njo več škode kot koristi. Če sem pa prav razumela, pa torej Perio Plus Zero ustno vodo lahko načeloma uporabljamo, če bi kdo želel, tudi neprekinjeno. Ni problema v smislu, da bi karkoli dražila. Kar se tiče samega okusa, kaj je rahlo osvežilen? Ja, citrusni je. Citrusni je. Ja, zaradi citroksa dajo tu tak prijeten okus, tako da je prijeten za uporabo, kar je tudi dodaten plus. Absolutno. Spet govoriva o nečem, kar je dobro, da delamo kontinuirano in če nam že samo okus nekje ne štima, mislim, bomo težko to vzpostavili v našo rutino. Ja, res je. Kaj pa količina, Katarina? Bova malo pokazali tukaj le en tak, mi bi rekli po domači, štamprl. To se pravi en tak zelo uporaben pokrovček, kjer imate gor tudi točne količine označene. Rekla si nekje 10 ml, ja. Zdaj seveda, če uporabljamo zjutraj pa zvečer, poščetkamo zobe, najboljše kot zmoremo, očistimo medzobne prostore seveda in potem požvrkljamo 60 sekund, izpljunemo in seveda poskrbimo za to, da nekaj časa potem ne jemo, pijemo, da se eno učinkuje. Zdaj na splošno, zdaj to pa moram še vprašati, zato ker to je pa kar malo tako kot en tak mit, ne? A je res, da recimo ni dobro pol ure potem, ko recimo zobe ščetkamo, jesti ali piti na splošno? Vsaj pol ure je fino počakati, tako. Ja, okej. No, dobro, to sem še mogla vprašati, zato ker se mi zdi, to pa zdaj se kar velikokrat srečujem. Pa eni pravijo, da ni res, eni pravijo, da je res, no, ampak tukaj imamo zdaj strokovnjakinjo, tako da zdaj smo izvedeli iz prve roke. Nadaljujeva pa še z najinim zadnjim izdelkom, ki je prav tako ključen in nujen. Pri tej bomo zdaj rekli čisto osnovni ustni negi in higieni, govorim namreč o zobni pasti. Enzikal 1450, dajva povedati še enkrat, kaj te številke že pri vas pomenijo, 1450? Ja, pomenijo količino oziroma vsebnost fluoridov, tako da imamo 1450, torej vsebuje 1450 ppm fluoridov, 950 in pa Zero, ta nima fluoridov in je namenjena tistim, ki bodi si želijo uporabljati torej zobno pasto brez fluoridov ali pa mogoče so v postopku homeopatskega zdravljenja, kjer fluoridi niso zaželeni ali pa iz kakršnihkoli drugih razlogov v glavnem želijo takšno zobno pasto. Torej, kar nekaj prednosti ima v bistvu tale zobna pasta. Bi še kakšno izpostavila ali je v glavnem to nekako to, kar si zdaj omenila? Dejansko je njihova prednost, kot ime že pove Enzikal, torej vsebnost encimov. Vsebujejo 3 encime, ki so slini lastni encimi, torej takšni encimi, kot jih že dejansko imamo v slini, kar pomeni, da ta zobna pasta podpira to zaščitno delovanje sline. Kot sem prej že omenjala, ima slina res pomembno funkcijo v ustih, ampak ta funkcija je lahko hitro oslabljena pod vplivom raznih življenjsko-stilnih razvad, mogoče kakih bolezni, skratka raznih nekih okoliščin, ki jo oslabijo. In zato je fino, da ko ščetkamo, imamo nek izdelek, ki jo naravno podpre. Bi pa rekla, da je zobna pasta primerna tudi za tiste, ki imajo zelo občutljivo sluznico, vemo, zelo neprijetno, ampak vendarle včasih se pojavijo v ustni votlini tudi afte, razjede. Takrat je ščetkanje še posebej velik izziv, kako recimo se znajde v teh okoliščinah vaša Curaprox Enzikal 1650? Odlično? Ja, odlično, da je odlično. Še posebej zato, ker ne vsebuje penila SLS, to je penilec, ki sem ga že omenjala in se velikokrat v zobnih pastah pojavlja in je seveda zelo dražeč za ustno sluznico in velikokrat imamo povratno informacijo, da ljudje, ki so imeli težave z aftami, so pač uporabljali zobno pasto, kasneje videli, da je vsebovala to penilo, preidejo na Enzikal ali pa katerokoli pasto, seveda, ki tudi ne vsebuje teh škodljivih učinkovin in se stanje lahko bistveno izboljša. Tako da mogoče vsak, ki ima težave z rednim pojavom aft ali pa teh bolečih razjed, pomisli,
na zobno pasto, ki jo uporablja, mogoče je pa ta krivec za težave. Včasih so te male drobne spremembe lahko ključ do velikih rešitev, tako da danes smo izvedeli že kar nekaj zelo pomembnih informacij, ki nam bodo lahko mogoče dobra usmeritev ob pojavu kakšne ustne zadrege oziroma ustne težave. Veš, vedno se ustavimo tudi pri tej količini, ki je nekako primerna, ko govorimo o nanašanju zobne paste. Se mi zdi, da ljudje radi pretiravamo. To je še eno tistih mitov. Veliko zobne paste bo poskrbelo za res še izdatno nego našega zobovja, ampak ni res, predvsem bo poskrbelo za to, da boste zobno pasto zelo hitro porabili. To je pa dejstvo, ki vam ga lahko že zdaj potrdimo. Absolutno. Ni potrebe po pretiravanju, ne rabimo niti po celi dolžini, ampak za zrno graha čisto dovolj. Evo, spet pokaževa. Malega. Tole je čisto dovolj, tako ko si reka, zrno graha je najboljši opis tega. Ja, in potem nam tudi zobna pasta dlje traja in če temeljimo naša ustna higiena na uporabi mehanskih pripomočkov, je to res tista pika na i in dodatek, ki pa ga res ne rabi biti toliko. Itak potem večino izpljunemo. Tako je. Draga moja Katarina, jaz sem, čeprav si zdaj res že tretjič gostja v naši oddaji DM Live, presenečena, da vedno lahko izvemo še kaj novega, predvsem pa je vedno dobro tisto osnovno znanje tudi ponoviti in utrditi. Zelo lepo si začela današnjo oddajo s stavkom, da če je zdrava naša ustna votlina, je to dober predpogoj tudi za to, da je zdravo naše celo telo in zato se splača vlagati, investirati svoj čas, vsak dan tudi v to, da so tako naše dlesni kot tudi zobje čisti, negovani, urejeni in ne pozabite na medzobne prostore. To je pa nekako mantra, ki smo jo pa danes, upam, da ste jo osvojili tudi tisti, ki mogoče do zdaj tega še niste počeli. Nič hudega, glavno je, da se nekako ta trend ustne higiene obrne navzgor in da bomo lahko... Mogoče še zanimivost, vsi recimo, ki imajo težave z zadahom, čeprav nažalost pri sebi zadaha ne prepoznamo dostikrat. Zadah izhaja tudi po večini iz neočiščenih medzobnih prostorov. Tako da je to še dodaten plus, zakaj je treba preprečevati, da bi bili mi tisti, o katerih govorijo. Ampak da pač tudi za sapo svežo poskrbimo, tako da en argument v prid medzobnim ščetkam. Absolutno, pa ne sem, to je eden od mnogih. Dodaten, tako je. Hvala, Katarina. Z veseljem. Upam si trditi srečno do prihodnjič. Hvala. Lepo se imej in pa seveda, draga družba, upam, da ste tudi vi uživali, da ste izvedeli kaj novega, da pa boste tudi naslednjič v naši družbi. Zdaj na hitro razkrijemo, torej o čem bomo klepetali, seveda pa ne pozabite tudi na ugodnosti in na aktivacijo kuponov. Naslednjič pa bo torej govora o 5 korakih do popolnega videza naše kože. Ali je to mogoče? Absolutno da. Ne pozabite, gledamo se čez 14 dni oziroma, če sem čisto konkretna, 18. februarja v aplikaciji Moj DM. Do takrat pa lepo se imejte in pa seveda aktivirajte kupone, izkoristite dane priložnosti in ugodnosti, ki smo jih za vas pripravili in pa predvsem držim pesti, da se jutri oziroma po jutrišnjem znajdete na listi zmagovalcev oziroma dobitnikov teh 10 paketov, ki jih bomo razposlali in v katerih bodo izdelki Curaprox. Srečno!